Po hodnikih časa tavajo nenavadni preobrati usode, ki nas puščajo v dvomih o naši resničnosti. Dogodki se zložijo na najbolj nenavadne načine. Vzorci se oblikujejo in morbidna simetrija prevladuje v temi. Vsak odmeva temen in izkrivljen humor vesolja. Avstralska divjina je eno zadnjih krajev, kjer bi si kdo želel izginiti. To dejstvo lahko potrdi en moški, 33-letni Robert Bogutski, ki prihaja iz Aljaske. Robert, ki je leta 1999 delal kot gasilec, se je tisto leto odločil odpotovati v Avstralijo. In medtem ko je bil tam, je želel raziskati znameniti in zelo nevarni Outback, sušno območje Avstralije, ki je zaradi neusmiljenega terena in ekstremnih temperatur skozi leta zahtevalo življenja mnogih ljudi. Med svojim potovanjem je Robert najel modro kolo in se s kolesom odpravil v Outback na svojo pustolovščino. Na neki točki se je popolnoma izgubil. Da bi bilo še huje, nihče ni vedel, da je izginil, zato ga nihče ni iskal. Nekega dne je skupina turistov, ki je potovala skozi Outback, presenečeno naletela na modro kolo, ki je že videlo boljše dni. Ko so ugotovili, da je kolo tam povsem neprimerno, so se odločili obvestiti oblasti, če bi morda pripadalo pogrešani osebi. Ko je policija prispela na kraj dogodka, so našli ne le kolo, ampak tudi nekaj posteljnine, moška oblačila in, kar je bilo najbolj zaskrbljujoče, več praznih plastenk za vodo. Strinjali so se, da je to zelo nenavadno območje, kjer bi nekdo zapustil kolo, zato so začeli pregledovati primere pogrešanih oseb, ki so bili nedavno prijavljeni. Video, ki je bil na voljo javnosti, prikazuje kolo, kup oblačil in plastenke za vodo, ki so bile puščene na travnatem območju. Ob preiskavi območja so preiskovalci našli sled stopinj, ki so vodile stran od kolesa v vzhodni smeri, vendar je to povzročilo še večjo zaskrbljenost, saj so vodile naravnost v veliko peščeno puščavo, kjer brez vode nihče ne bi dolgo preživel. Poleg tega nima nihče, ki se izgubi v tej puščavi, nobene možnosti, da bi našel pomoč, saj tam ni cest, bencinskih črpalk ali celo prebivalcev. Robert je v bistvu odšel v najslabšo možno smer in preiskovalci so začeli sumiti, da je do takrat že izgubil življenje. Kljub temu so začeli iskalno akcijo in kolona vozil se je odpravila v puščavo z malo upanja, da bodo Roberta našli živega. Sledili so stopinjam, kolikor so lahko, s pomočjo 3 zelo izkušenih sledilcev. 3 sledilci so bili prepričani, da ne gre več za iskanje preživelega, temveč za iskanje posmrtnih ostankov in več noči so skupaj z ostalimi iskalci taborili pod zvezdami v avstralski divjini. Po 3 dneh iskanja se je izkazalo, da so v zapuščenih oblačilih našli hotelski račun, ki je pripadal Robertu, ki je bil takrat v Avstraliji že 8 mesecev. Stopili so v stik z njegovo družino, ki je razkrila, da je Robert načrtoval preživeti 6 tednov v puščavi, medtem ko jo je poskušal prečkati. Iskanje so okrepili s helikopterji, letali, vojaškim osebjem in prostovoljci, vendar so ga na koncu prekinili, saj so domnevali, da je Robert mrtev. Dodatno iskanje je izvedla ameriška iskalna ekipa, ki je v gorovju Edgar Ranges našla še več Robertovih oblačil, njegovo Biblijo, ponjavo in njegove dokumente o cepljenju. Nato so naleteli na znak z napisom pomoč na planoti in opazili puščico, ki je kazala proti severu. Sledili so tej sledi in v nekaj minutah našli Roberta. Bil je dehidriran, zmeden in na robu izgube zavesti, vendar si je po zdravljenju popolnoma opomogel in se po 43 dneh v neusmiljeni avstralski divjini vrnil k svoji družini. Predstavljajte si, da natančno načrtujete in vzpostavite zapleten sistem za izvedbo atentata, nato pa vam vse pokvari naključno odločitev tarče, da spremeni svoje načrte. Prav to frustracijo bi leta 1939 občutil tudi George Elser. Elser je bil 36-letni mizar, ki je živel v majhnem mestu na jugu Nemčije in ni bil povezan z nobeno komunistično skupino. Prav tako ni bil pretirano političen. Elser, trdijo zgodovinarji, je imel globok občutek za pravičnost. Ko je nemški diktator prišel na oblast in je v Nemčiji zavladal kaos, je atentator začel z majhnimi dejanji upora. Ta so se kazala, na primer, v zavračanju poslušanja govorov, ki jih je imel diktator. Do poznih 30 let prejšnjega stoletja je njegova zaskrbljenost zaradi prizadevanj za vojno dosegla vrhunec in odločil se je, da je treba nekaj ukreniti.
Elser se je lotil izdelave eksplozivne naprave, ki bi jo uporabil za odstranitev človeka, ki ga je videl kot sovražnega, neusmiljenega in brutalnega tirana. Elser bi moral tudi spremeniti svojo taktiko upora in začeti poslušati radijske oddaje, vendar le zato, da bi izvedel naslednjo potezo svoje tarče. Izvedel je, da namerava diktator svoj letni govor imeti 8. novembra 1939 v Münchenski pivnici. Dogodek naj bi obeležil zgodnje boje, s katerimi so se sile soočale v 20 letih. Voditelj bi izkoristil to priložnost tudi za posmehovanje svojim sovražnikom in hvalisanje z začetkom vojne. V tednik pred tem dogodkom je atentator uklepal. Sestavil in nastavil je svojo eksplozivno napravo v dvorani, skrivaj, ne da bi ga kdo opazil. Prišel je dan dogodka in tik-takanje časovnika je bilo zadušeno zaradi ohišja iz plute, kar je omogočilo, da je ostalo neopaženo, ko je voditelj stopil za govorniški pult. Najvišji uradniki, ki so stali za njim in zvesto občinstvo pred njim, so bili popolnoma nevedni o zlovešči napravi, ki je prežala v bližini. Diktator je običajno začel svoj govor vsako leto ob istem času, vendar je bil tokrat nestrpen, saj se je želel vrniti v Berlin. Želel se je srečati s svojimi vojaškimi načrtovalci, saj je bila druga svetovna vojna še v povojih. Govor se je začel kot običajno, vendar ga je voditelj nepričakovano skrajšal in odšel kar 13 minut prej. Seveda atentatorji tega še niso vedeli. 13 minut kasneje, ko sta bila dvorana in ulica še vedno polni vrveža, je eksploziv eksplodiral. 8 ljudi bi izgubilo življenje, vendar med njimi ni bilo nobenega vojnega vodje. Leta 2014 je 30-letna Shannon Lee Fraser izginila po prepiru s svojim zaročencem Heathom Cassidyjem na kopališču Golden Hole v Queenslandu v Avstraliji. Med sprehodom po okoliškem gozdu, ki je znan po nevarnih živalih, kot so krokodili in kače, je Shannon jezno odšla. Heath jo je iskal 3 ure, preden se je vrnil k skupini in poklical policijo. Takoj so začeli iskalno akcijo, vendar je zahtevno terensko območje oviralo prizadevanja. Po 800 urah v več kot 15 dneh so iskanje prekinili in domnevali, da je Shannon umrla zaradi napada divje živali ali izpostavljenosti. Toda naslednji dan je bananogojitelj Brad Finch videl, kako je Shannon prišla iz gozda blizu kopališča. Bila je močno opečena od sonca, a olajšana. Oblasti so že odpeljale v bolnišnico Innisfil. Shannon naj bi preživela tako, da je pila vodo, lovila ribe in občasno jedla žuželke, zaradi česar je izgubila 17 kg, bila dehidrirana in imela mehurje ter stopala polna trsk. Zasluge za to, da je ostala živa, je pripisala misli na svoje otroke. Na neki točki jo je huda sončna opeklina prisilila, da je 3 dni ležala v reki, da bi si ublažila opekline. Čeprav je policija sprva sumila, da bi lahko šlo za prevaro, so zaradi slabega stanja, v katerem so jo našli, opustili vse morebitne obtožbe. Jefferson Davis, rojen v okrožju Christian v Kentuckyju, je bil predsednik Konfederativnih držav Amerike skozi celoten obstoj med ameriško državljansko vojno, ki se je začela leta 1861 in trajala 4 leta. Jeffersonovo predsedovanje so zaznamovale sporne odločitve, pomembni dogodki, a ga je spremljalo tudi naključje, ki mu je sledilo kamorkoli je šel, in to dobesedno. Leta 1862 se je odločile odpraviti na potovanje po konfederaciji, kjer je obiskal več poveljniških postaj. Njegovo potovanje ga je popeljalo v Virginijo, Tennessee in Mississippi. Domnevno naj bi Davis v začetku decembra obiskal Fredericksburg v Virginiji in nekaj dni kasneje odpotoval v Tennessee. Ob njegovem odhodu iz tega območja je izbruhnila bitka pri Fredericksburgu, ki je trajala več dni in postala največja ter najbolj smrtonosna bitka državljanske vojne. V njej je življenje izgubilo skoraj 200 000 borcev, kar je največja izguba življenj v kateremkoli spopadu državljanske vojne. Konfederacija je zmagala v bitki, medtem ko je vojska Unije utrpela več kot 12 500 žrtev. Medtem ko so ljudje tukaj izgubljali življenja v 4 dneh, je bil Davis v Murfreesboro v Tennesseeju, kjer je obiskoval tam nameščene enote. V Murfreesboro je prispel 12. decembra in po nekaj dneh ponovno odšel na svojo naslednjo lokacijo v Mississippiju. Manj kot 3 tedne kasneje se je začel velik spopad, znan kot bitka pri reki Stones, znana tudi kot druga bitka pri Murfreesboro. Začela se je 31. decembra in trajala do začetka januarja 1863.
Spor je bil krvav, tokrat pa je zmagala Unija. Zmaga je okrepila njihovo moralo na severu in dala federalcem nadzor nad osrednjim Tennessee. Med večjimi bitkami obdobja državljanske vojne je imela bitka pri reki Stones največji odstotek žrtev na obeh straneh. Sredi maja se je Davis odpravil v Richmond, kjer je razpravljal o obrambi konfederacije z Robertom E. Leeem in Jamesom Longstreetom. Med njihovimi pogovori je Davis izrazil svojo zaskrbljenost glede Vicksburga in ali naj poskušajo umiliti napetosti in pritisk na tem območju ali pa naj svoje sile usmerijo drugam. Le 3 dni potem, ko so razpravljali o tej zaskrbljenosti, se je 18. maja 1863 začela obleganje Vicksburga. Lokacija je bila strateško postavljena ob reki Mississippi, kar je pomenilo, da bi bila zmaga na tej točki ključnega pomena za obe strani. Obleganje je trajalo mučnih 47 dni, dokler se končno konfederacijske čete niso predale. To je pomenilo prelomnico za vojsko Unije. Davis je kasneje izrazil svoje presenečenje in razočaranje zaradi poraza. Prav tako je bilo srhljivo naključje, da je izrazil svojo zaskrbljenost zaradi Vicksburga in razpravljal o tem, ali naj pošlje vojake na to območje, kar na koncu ni storil, nato pa so vojaki Unije premagali konfederacijske vojake, ki so bili tam. Časovni razmik med vsakim njegovim odhodom iz teh območij in spopadi, ki so sledili, je pogosto omenjen kot posebej pomemben v vojaški zgodovini konfederacije, pri čemer so vsi sledili enakemu usklajenemu vzorcu naključij. Lahko si le predstavljamo, kako se mora počutiti družina pogrešane osebe, ko ji povedo, da je bil njihov ljubljeni verjetno žrtev serijskega morilca. Točno to se je zgodilo v primeru Richarda Huttona, 21-letnega moškega, ki je izginil iz New Yorka leta 1972. Richard je bil znan po tem, da je potoval iz mesta v mesto, saj je živel nomadsko življenje, vendar je vedno uspel ostati v stiku s svojo družino in jih obveščal, kje je in kakšni so njegovi načrti. Leta 1972 je obvestil svoje prijatelje in družino, da bo potoval iz New Yorka v Kalifornijo in predvidevali so, da jih bo kontaktiral, ko bo prispel. A dnevi so se sčasoma spremenili v mesece brez kakršnih koli novic od Richarda in njegova družina se je odločila, da ga prijavi kot pogrešanega. Preiskovalci so naredili vse, da bi ga izsledili in so podrobnosti njegovega primera razširili na območjih med obema mestoma. Vendar se nihče ni oglasil z nobenimi informacijami o opažanjih. In ko ni bilo mogoče najti nobenih dodatnih informacij, so se vsi vpleteni začeli bati najhujšega. Takrat je bil v Kaliforniji aktiven znani serijski morilec John Wayne Gacy, ki je večino svojih zločinov izvajal v svoji hiši v Norwood Park Townshipu. Domnevalo se je, da je Richard potoval skozi to območje, zato so predlagali, da sta se on in Gacy srečala in da je Gacy mu vzel življenje. Ta teorija se je zdela smiselna, saj je Richard pogosto opravljal dela kot gradbeni delavec. Gacyjev način delovanja pa je bil pogosto ta, da je najemal izvajalce za delo v svoji hiši, nato pa so izginili, potem ko jih je napadel. Kasneje je prišlo na dan, da je na ta način ubil vsaj 30 moških, zato ni bilo nič nenavadnega domnevati, da je bil Richard ena od njegovih žrtev. Ker v primeru ni bilo več napredka, je bila Richardova družina vse bolj prepričana, da je ta teorija pravilna. Toda njegova sestra Edita ni hotela izgubiti upanja, da ga bodo nekega dne našli. Prepričana je bila, da je še vedno živ in nikoli ni prenehala iskati njega. Enkrat v 90-ih letih je napisala približno 400 razglednic in jih poslala vsaki osebi v Združenih državah, ki je imela podobno ime kot Richards. To ni prineslo nobenih novih sledi in usoda Richardsa je ostala neznana. Potem je leta 2011 šerifov urad okrožja Cook napovedal, da nadaljujejo preiskavo Gacyjevih zločinov in da poskušajo identificirati 8 ljudi, katerih življenja je on končal. Edita je hitro odgovorila in preiskovalcem pojasnila primer Richardsa. Predložila jim je vzorec svoje DNK in ko so ga primerjali z 8 neidentificiranimi žrtvami, so ugotovili, da se ujema, kar je pomenilo, da Richards vendarle ni bil Gacyjeva žrtev. Šerifov urad se je odločil pomagati Richardsovi družini pri iskanju, da bi po vseh letih njegovega pogrešanja lahko dosegli vsaj nekaj občutka razrešitve. Njihovo iskanje jih je na koncu pripeljalo na podeželje Montane in vsemu presenečenje so tam našli Richardsa. Ni imel pojma, da je bil prijavljen kot pogrešan, vendar naj bi bil navdušen nad dejstvom, da ga je njegova družina še naprej iskala, kljub temu, da jih ni kontaktiral in jim zagotovil, da je živ in zdrav.
Preden so bile loterijske igre legalizirane po vsem svetu, so bili državljani Združenih držav prisiljeni sodelovati v nezakonitem igrah na srečo. Ena takšnih potratnih iger na srečo je bila igra številk. Obiskovalci so večinoma prihajali iz socialno šibkejših okolij, željni in obupani, da bi z lastnim denarjem zadeli večjo vsoto denarja. Pri igri številk je moral igralec staviti znesek manjši od $1 in izbrati svojo trimestno številko iz števk od 0 do 9. Zmagovalne številke igre so bile izžrebane iz vira, ki ga organizatorji niso nadzorovali, kar je zagotavljalo pošteno igro. Možnosti proti temu, da zadeneš glavni dobitek, so 999 proti 1. Zmagovalec bi prejel izplačilo v razmerju 540:1 posrednik, ki je sprejel stavo, pa bi prejel 60 enot. Stavka prepriča misel, da lahko z 10-centnim tveganjem zaslužiš $54. Organizatorji nezakonite igre na številke pa bi velik del stavljenega denarja porabili tudi za podkupovanje policije, da bi se zaščitili pred aretacijo. 17. septembra 1958 je v igri na številke na Manhattanu veliko igralcev stavilo na isto številko. To številko je bila 932. Ko so organizatorji razglasili zmagovalne številke, so bili mnogi šokirani, ko so ugotovili, da je izžrebana prav ta številka. Zaradi tega je zmagalo na tisoče ljudi in organizatorji so morali vsakemu izmed njih izplačati nagrado. Razlog, da je toliko ljudi izbralo to številko, je bil tem, da se je v tistem času pogosto pojavljala v časopisih in to zaradi tragedije. 2 dni pred tem, ko so bile stave oddane, se je zgodila ena najbolj tragičnih železniških nesreč v zgodovini New Jerseyja. 15. septembra 1958 je dizenski primestni vlak vozil po železnici Central Railroad. Odpeljal je iz Bay Heada in bil namenjen v Jersey City. Da bi prišli tja, so morali vlaki prečkati 4-tirni dvižni most čez zaliv Newark. Na tej točki poti bi prišlo do nesreče. Ko je vlak prečkal 1,5 milje dolg odsek proge, bi moral upočasniti na 22 milj na uro, vendar je vozil 2-krat hitreje. K že tako zaskrbljujoči situaciji, česar potniki na vlaku niso vedeli, je prispevalo tudi to, da je bil dvižni most, na katerem so bili, delno odprt, da bi pod njim lahko plula bagerska barža. Signali so bili prižgani prepočasi in vsi poskusi ustaviti vlak so bili zaman. Hitro premikajoči se vlak je švigdil mimo 3 signalnih oznak in zadev napravo za iztirjenje, ki naj bi bila zadnji varnostni ukrep, da bi preprečil, da bi vlak padel v zaliv. Nažalost je tudi ta samodejna naprava odpovedala in 2 lokomotivi sta padli v motno vodo 12 metrov nižje, kmalu za njima pa še 2 vagona. Vagoni so potonili, na robu tirov pa je visel 3. vagon, številka 932. 2 uri kasneje je padel v vodo. V teh 2 urah so mediji preplavili območje in fotografirali razbitino, pri čemer je številka 932 visela po strani stira in se dvigovala nad temnimi vodami. Naslednji dan so se slike pojavile v Jersey Journalu, Daily Newsu in Associated Pressu. 2 dni kasneje pa v igri številk. Mračna scena in skrivnostne številke so postale srečno naključje za stavce. Aprila 1987 je v okrožju Majang na Kitajskem Shi Xiaorong nenadoma izginila. Krajevnega mesarja Teng Qingshan so zaslišali in policija je postala sumničava, ko ni mogel pojasniti njene odsotnosti. Čeprav ni bilo dokazov, so preiskovalci sumili, da je bil Teng vpleten. Njihova teorija se je okrepila, ko so v bližnji reki našli neidentificirane ženske posmrtne ostanke. Policija je takoj domnevala, da ostanki pripadajo Shi. In dokumenti nakazujejo, da so jih zagotovo tako tudi identificirali. Tang je bil aretiran, vztrajal je pri svoji nedolžnosti in zanikal, da bi kdaj poznal Shi. Policija pa je vztrajala, da sta bila Tang in Shi ob reki intimna, nato pa naj bi jo Tang ubil, potem ko mu je ukradla denar. Bili so prepričani, da je razkosal truplo in namigovali, da je bilo dejanje opravljeno profesionalno, kot bi to storil mesar. Teng je bil spoznan za krivega in obsojen na smrt, potem ko so ga prisilili k priznanju, kar je pogosta težava na podeželju Kitajske. Usmrtili so ga leta 1989. Primer je veljal za zaključenega vse do avgusta 2005, ko je prišla šokantna novica, da so Shija aretirali zaradi obtožb povezanih z drogami. Živ? Pojasnila je, da so jo na dan izginotja ugrabili in odpeljali v provinco Shandong, kjer so jo prisilili v poroko.
Potrdila je, da sta bila ona in Tang neznanca. Tanga so neupravičeno usmrtili za zločin, ki ga ni storil, čeprav ostaja neznano, ali je bila njegova obsodba po smrti razveljavljena. Rutherford B. Hayes, 19. predsednik Združenih držav Amerike, je bil tisti, ki je končal rekonstrukcijo juga po državljanski vojni. Prav tako je poskušal vzpostaviti nove standarde integritete po 8 letih korupcije v Washingtonu. Hayes bi bil edini predsednik v zgodovini, ki bi funkcijo opravljal na podlagi odločitve izredne komisije zakonodajalcev in vrhovnih sodnikov, ki so bili namensko izbrani za reševanje sporov glede volilnih glasov. Hayes je služboval od leta 1877 do 1881. 16 let po zadnjem letju Hayesovega mandata bi William McKinley postal 25. predsednik Združenih držav Amerike. Pod njegovim vodstvom bi ZDA šle v vojno s Španijo. Na oblast je prišel leta 1897 in že leto kasneje bi pridobil svetovni imperij, ki je vključeval Porto Riko, Guam in Filipine. Njegov mandat je trajal do leta 1901. Razlog, da sta ta dva zelo različna predsednika, ki vločuje skoraj 2 desetletji, omenjena skupaj, je ta, da segata veliko dlje v preteklost, kot bi si kdajkoli mislili. To bi bil 19. predsednik Hayes in 25. predsednik McKinley, katerih povezava sega nazaj v čas, ko se je državljanska vojna pravkar začela. Služila sta v istem polku vojske Unije in ostala skupaj kot neločljivi senci. Eden je sledil drugemu v predsedniški urad. Hayes je svojo kariero v državljanski vojni začel kot častnik v 23. prostovoljskem pehotnem polku Ohio. Ni čajalo dolgo, da si je zagotovil položaj generala, nato pa je večino časa preživel v zahodni Virginiji. Tam bi bil ranjen vsaj 4-krat. Hayes je poveljeval 341 možem v polku, med njimi pa je bil tudi vojak, ki se je izkazal za Williama McKinleya. Čeprav je bil eden izmed 100, je McKinley pritegnil pozornost Hayesa, potem ko se je znova in znova izkazal na bojišču. In izmed pomembnih trenutkov se je zgodil v bitki pri Antietamu. Ko je novica o njegovi hrabrosti prišla do generala, je ta predlagal, da se McKinleya poviša v podporočnika. Višji častniki so to tudi storili in nato je služil v štabu Hayesa. Do konca vojne se je McKinley povzpel po činovih in bil zaradi svoje hrabrosti ter izjemne službe naveden kot častni major. Po služenju pod Hayesom je major nanj gledal kot na svojega mentorja, Hayes pa je nanj gledal kot na svojega varovanca. Od tam naprej je zraslo vseživljenjsko politično in osebno zavezništvo, kljub občasnim razlikam. Zelo nenavaden primer se je odvijal v državi Gruziji leta 2007 in vključeval je pastirja po imenu Lasha Chupikašvili, ki je izginil v sumljivih okoliščinah. Nekega nedoločenega dne tistega leta je Lasha pasel čredo ovc, ko ga je iz neznanih razlogov napadel moški po imenu Aleksej Bakutov. Domneva se, da sta se moška sprla, prepir pa je eskaliral in v nekem trenutku je Aleksej pobral veliko vejo, s katero je nato napadel Lasho ter ga z njo udaril po glavi. Ko se po napadu več dni ni oglasil nikomur, ki ga je poznal, so domnevali, da je izginil in policija je odprla primer. Ko ga preiskovalci in iskalci niso mogli najti, so domnevali, da je Aleksej ubil Lasho in so ga aretirali. Primer je bil kasneje prekvalificiran, saj so verjeli, da je Aleksej zločin načrtoval vnaprej in da se je po koncu Lašinega življenja znebil njegovih ostankov. Čudno je, da ni bilo uradne obravnave, vendar je tožilstvo zahtevalo od okrožnega sodišča v Gruziji, naj ga takoj obsodi. Seveda ni bilo mogoče vedeti, ali je bil Lasha ubit ali pa je bil le pogrešan, saj ostankov niso našli. In tako Aleksej ni mogel dokazovati svoje nedolžnosti, tudi če bi to želel. Da bi bilo še huje, je sodišče izvedelo, da je poskušal pred policijo skriti dejstvo, da je ubil Lasho. In potem, ko so ga spoznali za krivega, je bil obsojen na 6 let zapora, kar se zdi lahka kazen za odvzem življenja, še posebej, če je bilo to kaznivo dejanje vnaprej načrtovano. A kljub temu, Aleksej ni imel druge izbire, kot da gre v zapor, ne da bi vedel, kaj se je v resnici zgodilo z Lasho. Toda 4 mesece po napadu so oblasti obvestili, da je Lasha doma v svoji vasi in da je bil ves ta čas tam, živ in zdrav. To bi moral biti konec primera, vendar so imele oblasti druge načrte. Aretirali so še 3 osebe, potem ko so jih obtožili, da so pomagale Alekseju pri skrivanju Laševih posmrtnih ostankov.
Sprva so niso hoteli priznati tega zločina, ker so vedeli, da so nedolžni. Toda pod vse večjim pritiskom in slabim ravnanjem zasliševalcev niso imeli druge izbire, kot da priznajo. Kasneje se je izkazalo, da dokumenti povezani s primerom niso razkrili, čemu natanko je trojica priznala. Kljub temu so bile njihove obsodbe potrjene. Trije obtoženi so podpisali sporazum o priznanju krivde, ki jim je omogočil svobodo, če so priznali. Strinjali so se in bili spuščeni na prostost, vendar so javnemu zagovorniku sporočili, da so bili prisiljeni v priznanje. Do takrat je bil Lasha uradno razglašen za mrtvega, vendar se je nato oglasil, ko je izvedel, da so bili 4 ljudje obsojeni in policiji sporočil, da je živ in zdrav. Pojasnil je, da sta se tistega dne z Aleksejem res sprla in da ga je Aleksej napadel z vejo, zaradi česar je izgubil zavest. Naslednji dan je šel kot običajno v službo, šele 4 mesece kasneje pa mu je znanec povedal, da so Alekseja aretirali zaradi domnevnega umora. Alekseja so na koncu izpustili, odprta pa je bila tudi preiskava glede obtožb proti več policistom, katere rezultati niso znani. Zaradi bolj senzacionalnih dogodkov je bila v medijih sicer manj izpostavljena, a vseeno dokumentirana nenavadna navada predsednika Johna F. Kennedyja, ki je na mizi v ovalni pisarni hranil lupino kokosa. Čeprav se je zdelo nenavadno, je bila s tem povezana zgodba, ki za Kennedyja predstavlja simbol vztrajnosti. To pa zato, ker mu je kokos rešil življenje ne enkrat, ampak kar 2-krat. Bile so zgodnje jutranje ure 2. avgusta 1943. Po vodi se je premikala ameriška patrujna torpedna ladja številka 109. Od nikoder se je pojavila japonska rošilca. Naravnost je trčila v ameriško plovilo in ga prepolovila. Škoda je bila tako huda, da so druge patruljne torpedne ladje domnevale, da je posadka izgubljena in so zapustile območje. Toda 11 od 13 članov posadke je bilo še vedno živih in so zdaj plavali v vodi, uprijemajoč se vsakega kosa razbitin, ki so ga lahko našli. Naslednjih 5 ur so bili prepuščeni na milost in nemilost, dokler niso končno dosegli koralnega otoka. Eden za drugim so se privlekli na obalo. Med njimi se je pojavil mladi John F. Kennedy. Tudi on je bil v čolnu, kjer je služil kot poročnik nižjega razreda. Bil je med 11 preživelimi, ki so prišli do kopnega. Nekaj časa je plaval proti morju, v upanju, da bo ustavil kakšno mimoidočo ladjo, a nobena ni prišla. Majhen otok je imel omejeno hrano, na voljo so bili le kokosi za preživetje. Po enem izmed izletov v vodo se je 26-letni Kennedy počutil slabo in ko je priplaval do obale, je na hitro pojedel nekaj kokosa, kar mu je omogočilo, da je ponovno pridobil moč. Do zdaj so bili brez hrane že več ur in kokosi so jim ponudili prepotrebno prehrano, ki jih je na koncu rešila pred stradanjem. Posadka je kmalu spoznala, da bodo morali odpotovati na večji otok, kjer bi morda našli domačine, ki bi jim lahko pomagali. Naslednjih nekaj dni so moški na otoku Cross poskušali ustaviti mimoidoče ladje, vendar niso prejeli nobene pomoči. Tudi na tem otoku so živeli od kokosovih orehov, dokler končno ni prispela pomoč. 2 prebivalca Salomonovih otokov sta se peljala mimo v kanuju, ko sta Kennedy in posadka z obale zakričala in mahala z rokami. Domorodca sta se ustavila in usmerila svoj kanu proti obali. Kennedy ju je vprašal, ali bi lahko prenesla sporočilo ameriškim silam na drugem otoku in sta se strinjala. Kennedy je zgrabil kokosovo lupino in oster predmet ter začel rezljati v kosmato skorjo sadeža. To je bilo sporočilo, ki se je glasilo: Naro, ISL, poveljnik, domačin pozna položaj. Zna pilotirati 11 živih, potrebujemo majhen čoln, Kennedy. Otočani so izpolnili svojo obljubo in dostavili sporočilo poročniku Arthurju Evansu, ki je opazoval obalo otoka Gomu. Nato so poslali majhen čoln in posadka je veslala do Gomuja. Od tam jih bo drug patruljni torpedni čoln odpeljal nazaj na Rendovo. 20 leti po tej preizkušnji je bil mlajši poročnik izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike, kar se morda nikoli ne bi zgodilo, če to sporočilo ne bi bilo napisano na enem najbolj neverjetnih nosilcev, na kokosu. Primer izginotja Zhang Ziyua iz province Hubei na Kitajskem leta 1994 je skozi leta doživel veliko preobratov in je privedel do resne krivice v pravosodju.
Točen datum izginotja viri ne navajajo, vendar je znano, da je nenadoma izginila v začetku leta 1994. Bila je poročena z 28-letnim moškim po imenu Shi Chung Chenglin, ki je trpel za nedoločeno duševno motnjo. Njegovo življenje pa se je kmalu obrnilo na slabše. Več mesecev preiskovalci niso uspeli doseči nobenega napredka v primeru Zaju. Nihče je ni videl, prav tako pa ni stopila v stik s prijatelji ali družinskimi člani. Nekaj mesecev po njenem izginotju je policija stopila v stik z njeno družino s strašno novico. Našli so posmrtne ostanke neidentificirane ženske v rezervoarju blizu hiše para. In ker so sumili, da gre za Zaju, so njeno družino prosili, naj identificira ostanke. Takoj so prepoznali truplo kot pogrešano žensko in policiji povedali, da sumijo Chenglina, saj naj bi njegove težave z duševnim zdravjem povzročile, da ji je vzel življenje. Dodali so, da so sumili, da ima afero in da je morda Zaju vzel življenje, bi lahko bil z drugo žensko. Vendar se je oglasila še ena družina, ki je trdila, da je najdena ženska del njihove družine, a njihova prošnja je naletela na gluha ušesa in Chenglin je bil imenovan za glavnega osumljenca v Zajinem primeru. Ker pa ni bilo dokazov, da bi ga obsodili, so se preiskovalci odločili, da ga bodo dali pod nadzor in čakali, da naredi napako. Na koncu so ga 28. aprila tistega leta pridržali, potem ko je bil 6 dni v priporu. Nato so ga obtožili, da je ubil Zaju, čeprav ni bilo nobenih konkretnih dokazov, da je bil on storilec. Dejstvo, da je še ena družina trdila, da posmrtni ostanki pripadajo nekomu iz njihove družine, prav tako ni bilo nikoli omenjeno in Zhang Lin ni imel druge izbire, kot da se zanese na spretnosti svojega odvetnika. Toda kljub njihovim najboljšim prizadevanjem je bil spoznan za krivega in 13. oktobra so na umestnem sodišču v Jingzhouju v provinciji Hubei izrekli smrtno kazen. V vsem tem času je Zhang Lin večkrat vztrajal pri svoji nedolžnosti, vendar sodišče ni želelo prisluhniti njegovim prošnjam. Toda odločil se je, da se bo na to kazen pritožil. In januarja 1995 mu je višje sodišče v Hubeju odobrilo ponovno sojenje, saj naj ne bi bilo dovolj dokazov, da bi dokončno dokazali njegovo krivdo. Opravljena je bila dodatna preiskava in ponovno sojenje je bilo dvakrat preloženo. Šele junija 1998 je primer napredoval, vendar je bil Chenglin ponovno spoznan za krivega in tokrat obsojen na 15 let zapora. Ponovno se je pritožil, vendar je bila ta pritožba zavrnjena in vedel je, bo dolgo časa preživel za zapahi, še vedno pa je trdil, da je nedolžen. Potem se je 28. marca 2005 zgodilo nepredstavljivo. 11 let po njenem izginotju je Zaju nenadoma vstopila v vas, kjer je par živel, v veliko presenečenje svoje družine. Zdaj je bilo gotovo, da je bil Chenglin po krivem obsojen in 1. aprila tistega leta je bil izpuščen. Leta 1979 se je nemška revija odločila organizirati literarni natečaj. Bralkam in bralcem so naročili, naj napišejo in pošljejo nenavadne zgodbe za njihovo revijo v naslednjem tednu. Zanimivost pa je bila, da so morale biti nenavadne zgodbe osnovane na resničnih dogodkih ali stvareh, ki so se jim osebno zgodile. Revija je prejela številne prispevke in nekaj izmed njih izbrala za objavo v naslednji številki. Med njimi je bil seveda tudi zmagovalec tekmovanja. Zmagovalec je bil moški po imenu Walter Kellner iz Münchna. Napisal je pismo reviji, v katerem je podrobno opisal nenavadno zgodbo, ki se mu je osebno pripetila. Na določen datum je Walter pojasnil, da je letel svojo Cessno 421 in lebdel nad odprtim morjem med Sardinijo in Sicilijo, ko je nenadoma njegovemu letalu začel nagajati motor. Ko napake ni uspel odpraviti, je Walter povedal, da je bil prisiljen izvesti zasilni pristanek. Letalo je gladko pristalo na morju spodaj, pilot pa je uspel priti do reševalnega čolna, v katerem je nato preživel kar nekaj časa. Na koncu so ga reševalci opazili in ga uspeli potegniti iz vode. Walter je preživel preizkušnjo, kar mu je omogočilo, da je lahko ponovno povedal čudežno zgodbo. Ob izidu članka pa se je revija znašla pred nekaterimi pravnimi težavami. Nekdo je prebral članek in ugotovil, da se mu zgodba zdi izjemno znana. Vse to je že slišal prej. Bralek je spoznal, da se je njegovemu prijatelju iz Avstrije zgodila prav ista stvar. Ampak zakaj bi sodeloval na nemškem tekmovanju, kjer bi moral ponovno povedati to zgodbo? Ko so mu zastavili prav to vprašanje, je prijatelj, prav tako po imenu Walter Kellner iz Avstrije, začel verjeti, da gre tukaj za plagiat.
Napisal je časopisu in jim povedal, da mu je tisti, ki je napisal zgodbo, ukradel zgodbo, ker se mu je zgodilo popolnoma enako. Časopis je raziskal trditev in odkril nekaj zelo naključnega. Oba Walterja Kellnerja sta bila različni osebi, vendar sta bili njuni zgodbi srhljivo enaki. Avstrijski Walter je pojasnil, da je letel svojo cestno 421 nad istim območjem, imel težave z motorjem in bil prisiljen pristati v isti vodi. Večino časa je preživel v rešilnem čolnu, medtem ko je čakal na reševanje. Časopis je raziskal obe zgodbi in obe sta se res zgodili na različnih datumih, vendar na popolnoma enak način. Obe zgodbi sta bili resnični in enaki, ter nenavadno naključje. Leta 1954 je bila Catherine Dyer v svojih srednjih 20 letih in je živela v penzionu v Denverju. O njenem življenju do takrat ni znanega veliko, vendar je znano, da se 26. marca tistega leta ni vrnila v penzion in sprožena je bila preiskava pogrešane osebe. Policija pa ni našla nobene sledi o njej in ker ni bilo nobenih namigov, kaj se je z njo zgodilo, je preiskava zastala. Približno 2 tedna kasneje, 8. aprila, sta 2 pohodnika obvestila policijo, da sta med pohodom v kanjonu v Boulderju v Koloradu našla nekaj pretresljivega. Ko je policija prispela, je našla posmrtne ostanke ženske, ki je bila očitno napadena in vržena v kanjon. Nažalost, zaradi časa, ki ga je preživela v kanjonu in prisotnosti divjih živali, ni bilo mogoče takoj ugotoviti njene identitete, vendar so ugotovili, da je bila stara okoli 25 let, da je imela svetle lase in da je bila v nekem obdobju svojega življenja operirana na slepiču. Obdukcija je pokazala, da je bila napadena in nato vržena v kanjon, kjer je zaradi poškodb umrla. Nadaljnjih dokazov niso našli in napadalca ženske nikoli niso identificirali. Preiskovalci so storili vse, da bi žensko identificirali, tako da so njene fizične značilnosti primerjali s telesnimi značilnostmi pogrešanih žensk, vendar brez uspeha. Njena DNK in zobni odtisi so bili shranjeni v upanju, da bodo nekoč pomagali določiti njeno identiteto. Medtem pa sta bili identificirani 2 ženski s podobnimi fizičnimi lastnostmi, ki sta bili obravnavani kot možni ujemani za neznano žensko. Prva je bila Twyla Embry, ki je izginila iz Nebraske po burnem prepiru s svojimi starši. Pogrešana je bila prijavljena šele leto kasneje. Kasneje pa so predlagali, da je pobegnila v Los Angeles, da bi pobegnila pred nasilnim očetom. Druga je bila Catherine Ferrand Dyer. Razkrito je bilo, da je bivala v penzionu, medtem ko je bila v postopku ločitve, ki jo je sprožilo razkritje njene afere z drugim moškim, s katerim je zanosila. Njen takratni mož jo je takoj vrgel iz hiše, zaradi česar je ostala brez vsega, saj je bil moški, s katerim je imela afero, poročen. Zavračal je skrb za Catherine in njenega otroka, ti dogodki pa so močno vplivali na njeno duševno stanje. Ko se ni vrnila v penzion, so domnevali, da se je odločila nadaljevati svoje življenje, vendar jo je policija še naprej iskala brez uspeha. Na neki točki je bil njen mož imenovan za osumljenca v zvezi z njenim izginotjem, vendar je sčasoma postalo jasno, da nima pojma, kaj se je zgodilo z njo. Preiskovalci verjamejo, da je bila Catherine ženska, ki so jo tistega dne našli v kanjonu in so namignili, da je bila morda ugrabljena, medtem ko je štopala proti zahodni obali. Potem so leta 2009 oskrbniki, ki so skrbeli za 84-letno žensko po imenu Barbara v Queenslandu v Avstraliji, pakirali njene stvari, saj naj bi jo preselili drugam in našli star adresar, ki je pripadal Catherine. To ime so poiskali na internetu in presenečeni ugotovili, da je Barbara pravzaprav Catherine, ki je bila do takrat pogrešana že 55 let. Ponovno se je poročila, si ustvarila nove prijatelje in uspešno začela novo življenje v Avstraliji. Med ameriško državljansko vojno se je pomembna osebnost povzpela po vojaški lestvici in postala vojaški vodja konfederacije. John Brown Gordon v svojih prvih 29 letih življenja ni dosegel veliko. Obiskoval je univerzo v Georgiji, vendar ni diplomiral. Opustil je tudi svojo pravniško prakso, da bi razvijal rudnike premoga na severozahodnem koncu. Gordon ni imel vojaške izobrazbe in izkušenj, vendar so se njegove sposobnosti pokazale, ko je bil izvoljen za kapetana planinske skupine. Napredoval je od kapetana do brigadnega generala, nato do generalmajorja in nato do generalpodpolkovnika. Gordon je bil prisoten v številnih bitkah državljanske vojne in je nato postal junak. Vojaški poveljnik se je izkazal, da vendarle ni bil tako neuspešen.
Poleg tega, da je bil uspešen vodja, je imel Gordon še eno dosežek na svojem seznamu. Imel je 9 življenj. Prav ta osebnost iz časa državljanske vojne je preživela več poskusov umora, eden izmed njih pa je bil preživet zgolj po naključju. Na pogreznjeni kmečki cesti v Marylandu je ležal na tleh, čeprav je le trenutek prej stal pokončno, ponosno in svojim močnim glasom spodbujal 6. alabamsko pehoto. Tam je stal in kričal na vojake, čeprav je imel rane od zablodelih krovelj na 2 udih. Kri je curljala iz 2 lukenj na njegovi desni nogi, še več pa je tekla po njegovi levi roki in rami. Nato je nenadoma še ena krogla treščila naravnost v Gordonov obraz. Mislil je, da je to, da je njegovo življenje končano in je padel na tla z obrazom naprej v zemljo. Ko je ležal tam in čakal, da izdihne zadnjič, je vodja ugotovil, da sploh ne izdihuje zadnjega diha. Izkazalo se je, da njegova rana ni bila smrtna in da je zgrešila tako možgane kot večje žile. Kar bi bilo smrtno, pa bi bilo utopiti se v lastni krvi. Gordon se je zgrudil v svoj klobuk, ki se je zdaj polnil z rdečo tekočino, oziroma bi se moral. Vojaški uradnik se je uspel prevaliti, kašljal in se dušil, a je bil živ. Kasneje so ga odnesli z bojišča s klobukom v roki in ga oskrbel bolničar. Gordon je odkril majhno luknjo v svojem klobuku, ki je nastala prej tisti dan med izmenjavo strelov. Prav ta luknja je delovala kot odtok in mu je na koncu rešila življenje. Gordon si je popolnoma opomogel od vseh ran, ki jih je utrpel med bitko v Marylandu in je živel, da je lahko povedal svojo zgodbo. Leta 1970 je Mateo Sabat, narednik vietnamske vojske in specialist za prevoz, služil v Saigonu v 507. transportni skupini. V Saigonu je bil že nekaj časa in februarja tistega leta je napočil čas, da gre naprej. Dobil je ukaz, naj odpotuje v Fort Bragg v Severni Karolini in se po prihodu javi svojim nadrejenim. Potem pa se je zgodilo nekaj nepojasnjenega. Mateo se nikoli ni pojavil, vendar njegova odsotnost ni bila zaznana, saj njegovi nadrejeni v Fort Braggu niso bili obveščeni o njegovem prihodu. Znano je, da so ga iz Vietnama odpeljali z letalom ameriških zračnih sil, vendar ostaja neznano, na katerem letu je bil. Poskusi, da bi sledili njegovim potem, so bili neuspešni, vojaški preiskovalci pa so še vedno zmedeni zaradi njegove nenadne izginitve. Kasneje je prišlo na dan, da se je iz neznanih razlogov vojno letalstvo odločilo uničiti veliko svojih letalskih manifestov, med katerimi je bil nedvomno tudi Mateov let. Zato ni bilo niti natančno znano, kdaj je zapustil državo. Njegov brat Kenneth je postal zaskrbljen, ko dolgo ni slišal ničesar od Matea in leta 1973 se je odločil, da stopi v stik z vojsko. Napisal je pismo, v katerem je navedel, da ga skrbi za bratovo dobrobit in šele takrat je vojska ugotovila, da so izgubili enega svojih vojakov. Takoj so ga označili za dezerterja, čeprav za to teorijo ni bilo nobenega dokaza. A naslednjih 6 let niso našli nobene sledi o njem. Kenneth je leta 1979 pisal takratnemu predsedniku Jimmyju Carterju in izjavil, da Mateo nikoli ne bi samovoljno zapustil enote. In po sestanku so se odločili, da je verjetno umrl, zato so opustili teorijo o dezerterstvu. To se je zgodilo potem, ko so zaslišali družino in prijatelje Matea, pri čemer je prišlo na dan, da ima za sabo častno vojaško službo v dolžini 24 let in da ni bil človek, ki bi pobegnil od svojih dolžnosti. Mateovo ime je bilo dodano na spomenik veteranom vietnamske vojne, vendar je ob njegovem imenu stal majhen križec, ki je pomenil, da je pogrešan in ne preminul. Kenneth ni želel izgubiti upanja, da bo našel svojega brata in je pisal več državam, vključno s Kambodžo, Vietnamom in Laosom. Toda ne glede na to, s kom je govoril, ni bil nič bližje temu, da bi izvedel, kaj se je zgodilo z Mateom. Usoda njegovega brata je ostala skrivnost celih 26 let, vse do leta 1996, ko so ga končno izsledili. Takrat je imel že 73 let, vendar je lahko ponudil razlago. Povedal je, da je res zapustil Vietnam z letalom vojaškega letalstva. Vendar je, ko je prispel v Kalifornijo, začel živeti z žensko po imenu Juanita Collins in njeno družino. Pomagal je skrbeti za njeno mamo in brata, ki sta bila oba zelo bolna, kmalu pa si je spremenil ime v Robert Fernandez. Nato se je preselil v Rossville v Georgiji, kjer je skrbel za Juanito, ki je prav tako zbolela. Leta 1996 je šel v urad za socialno varnost v Chattanoogi, da bi zaprosil za socialne prejemke, vendar je moral uporabiti svoje pravo ime.
In končno je bil Kenneth obveščen, da je njegov brat živ. V zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja je mlada ženska iz Ottave v Kanadi rodila 2 sina. Iz razlogov, ki niso povsem znani, sta bila oba zaupana v skrbništvo Društva za pomoč otrokom, kjer sta bila uvrščena na seznam za posvojitev. Ko je bil še mlad, je bil eden od fantov posvojen in dobil ime Ron Cole. Večino svojega otroštva je ostal v Ottavi pri družini Cole. Ko pa je vstopil v odraslost, se je Ron odločil, da se odseli iz svojega domačega kraja. Izgubil je stik z mnogimi prijatelji iz otroštva in postal kmet. Vsaj 2 desetletji kasneje pa je radovednost preplavila tega moškega, zdaj v 40 letih, tako močno, da je začel iskati svojo rojstno družino. Začel je iskati svojo biološko mater, a je ugotovil, da ni več živa. Ne glede na to, je kmalu izvedel, da ima tudi brata in sestro, in iskanje njiju se je nadaljevalo naslednjih 25 let. Kot del svojega iskanja je Ron stopil v stik s prostovoljsko skupino, znano kot Parent Finders Ottawa. Organizacija se je leta posvečala temu primeru, prečesovala je zapise, dokumente in DNK, ko so poskušali najti pogrešane sorojence. Šele leta 2013 se je to prizadevanje končno izkazalo za dragoceno. Tisto leto je organizacija identificirala enega od sorojencev, Ronovega brata. Ko je pridobil Duncanove kontaktne podatke, je izvedel, da njegov biološki brat živi na Guernseyju v Rokavskem prelivu. Ime Duncan Cummings se je Ronu zdelo tako znano, da ga je preprosto moral spoznati, nihče pa ni pričakoval, kaj se bo zgodilo potem. Ime mu je bilo znano, ker je Duncan Cumming bil otroški prijatelj Rona Cola. Oba sta skupaj obiskovala osnovno šolo in ostala prijatelja tudi pozneje v šolanju. Črno-bela slika 2 fantov. Eden drži žogo za na plažo, drugi pa nosi bejzbolsko kapo na plaži v Ottavi, je bila dokaz tega prijateljstva. Tisti, ki je držal žogo, je bil Ron, drugi pa Duncan. Bila sta dobra prijatelja, dokler nista dopolnila 13 let, ko se je Ron preselil v Saskatchewan, Duncan pa v Guernsey. Noben od teh fantov tega takrat ni vedel, vendar nista bila le prijatelja, bila sta brata, ki sta kljub temu, da sta bila ob rojstvu ločena, vseeno uspela odraščati skupaj v nenavadnem naključnem preobratu. Znana pop zvezdnica Duffy, katere pravo ime je Amy Ann Duffy, je leta 2008 izdala svoj prvenec z naslovom Rock Fairy, ki je bil zelo dobro sprejet. Prodala je 9 milijonov izvodov po vsem svetu in do takrat, ko je bil njen drugi album Endlessly pripravljen za izdajo, je že postala zvezda. A oboževalci so v letih med tema 2 izdajama opazili nekaj nenavadnega. Nekaj časa po izidu Rock Fairy se je zdelo, da je postala puščavnica, saj je niso videli v javnosti in ljudje so začeli ugibati, da se spopada z osebnimi težavami. To mnenje je bilo razumljivo, saj je bila po besedah njenega menedžerja Duffy preobremenjena zaradi tolikšnega uspeha, potem ko je odrasla v majhni vasi v Walesu in nenadoma postala svetovna pop zvezda. A resnica o tem, kaj se ji je zgodilo, je bila veliko bolj grozljiva. V objavi, ki jo je ustvarila na svoji spletni strani, je Duffy pojasnila, zakaj je bila tako dolgo odsotna. Čeprav ni povedala, kdaj se je njena preizkušnja začela, je razkrila, da se je začela na njen rojstni dan, kmalu po izidu njenega prvega albuma. Tistega dne je večerjala v restavraciji in medtem ji je nekdo podtaknil prepovedano snov v pijačo. Nato so jo ugrabili in jo cel mesec držali omamljeno. Ko je končno prišla k sebi, je ugotovila, da je v tuji državi. Prva stvar, ki se je spomni, je, da je prišla k zavesti na zadnjem sedežu avtomobila. Nato jo je njen ugrabitelj odpeljal v hotel, kjer se je pogosto vračal v sobo, da bi jo napadel. Bala se je za svoje življenje in ni imela druge izbire, kot da sledi ukazom tega moškega, naprimer, da je smela hoditi le za njim. Na neki točki je razmišljala o pobegu iz hotelske sobe, medtem ko je moški spal, vendar ni imela denarja, da bi prišla do naslednjega mesta in bala se je, da bi ji vzel življenje, če bi jo ujeli. Potem ji je moški nekega dne nepojasnjeno povedal, da bosta letela domov. Ukrkala sta se na letalo in odpotovala nazaj v Wales. Nato pa je ugrabitelj odpeljal Duffy do njenega doma. Ko sta bila tam, jo je še en mesec držal omamljeno in ji večkrat grozil, da ji bo vzel življenje.
Moški je na koncu odšel, pevka pa se je zaupala policistki, potem ko jo je ena od njenih prijateljic našla doma v omotičnem in zmedenem stanju, ter potem ko ji je nekdo, ki ji je bil blizu, grozil, da bo njeno trpljenje razkril v izsiljevalski aferi. Čeprav ni želela razkriti imena svojega ugrabitelja in države, v kateri je bila zadržana, je te podatke posredovala policiji, vendar nobena od teh informacij ni bila objavljena, verjetno zato, ker preiskava še poteka. Carl Jung je bil švicarski psiholog in psihiater ter ustanovitelj analitične psihologije. Razvil je pojme introvertirane in ekstrovertirane osebnosti, arhetipe, in se poglobil tudi v kolektivno nezavedno. Njegovo delo ga je na koncu pripeljalo do neverjetnega pojava naključja, koncepta, o katerem je nato učil. Govoril je o notranjih in zunanjih svetovih, nezavednem umu in vzročni povezavi. Prav te ideje in učenja bi se nekega dne združile v popoln primer tega, kar je Jung mislil sinhroniciteto. Smiselno naključje dveh ali več dogodkov, kjer je vpleteno nekaj več kot zgolj verjetnost naključja. Medtem ko je delal kot psiholog, je Jung zdravil mlado žensko, ki je bila opisana kot zelo izobražena in resna. Nekega dne je vstopila v njegovo ordinacijo, kjer je njen zdravnik opazil, da njena želja po psihološki spremembi sploh ne obstaja. Jung je spoznal, da ji bo lahko pomagal le, če se bo pojavilo nekaj nepričakovanega in iracionalnega, kar bi mu omogočilo, da prebije ali vsaj zmehča njeno racionalistično lupino. Ko je sedela na stolu, je mlada ženska začela psihologu pripovedovati o nenavadnih sanjah, ki jih je imela prejšnjo noč. Pojasnila je, da je bila v sanjah podarjena kos nakita. Imel je obliko zlatega skarabeja, dragocen kos. Jung je poznal simbol, ki je bil tukaj predstavljen. Hrošč je bil egipčanski simbol, za katerega je verjel, da ni povezan le s koncem nečesa, ampak tudi s preobrazbo. Medtem ko je poslušal, je psiholog hodil po sobi in iskal nekaj nepričakovanega in iracionalnega. Sčasoma se je vrnil na svoj stol in poslušal nadaljevanje zgodbe svojega pacienta. Prav takrat je nenavadno trkanje pritegnilo njegovo pozornost. Prihajalo je izza njega. Ko se je obrnil, je Jung zagledal žuželko, ki je plapolala ob oknu. Stopil je do okna in ga odprl, da je bitje lahko priletelo noter, da bi ga lahko ujel. Ko je odprl svojo sklenjeno dlan, je njegova pacientka pogledala vanjo in v njej je bil skarabej. Čeprav je bil hrošč drugačne barve, kot ga je videla ona, je bil to najbližji približek zgodbi mlade ženske. Ne samo, da je sanjski simbol ustrezal preobrazbi, ki si jo je Jung želel za svojo pacientko, ampak se je tudi fizično manifestiral. Notranji svet je postal zunanji svet. Poleg tega je psiholog dobil tisto, kar si je želel, nepričakovano in iracionalno. Rožni hrošči so bili pogosti v času, ko se je ta dogodek zgodil. Toda nenavadno je bilo to, da je bila soba, v kateri sta bila Jung in njegova pacientka, temna. Poskus vstopa v slabo osvetljeno sobo je bil za to vrsto nenavaden. Bilo je, kot da je tja prišlo z namenom. Še bolj usklajeno pa je bilo dejstvo, da se je ta dogodek zgodil prav osebi, ki je razvijala ta izraz in njegovo razumevanje. Ko je zagledala hrošča, je bila pacientka osupnjena in zdaj je poslušala svojega zdravnika, ki se ji je potem, ko ji je prinesel hrošča, zdel kot čarovnik. Njene obrambe so popustile in Jungu celo dovolile, da je našel podpirajoč primer za svoje koncepte arhetipa in unus mundus, da bi vse to razložil. Veliko je osebnosti, ki prevladujejo v naši preteklosti. Nekateri so bili junaki, drugi so bili zahrbni in so svetu prinesli temo. Nekje med tema dvema oznakama najdemo generala, cesarja in tirana, osrednjo zgodovinsko osebnost francoske revolucije 18. stoletja, Napoleon Bonaparte. Potem, ko se je v tem obdobju povzpel do slave, je postal cesar Francije, položaj, ki ga je imel od leta 1804 do 1814, nato pa še enkrat leta 1815. Velik del Napoleonove zgodovine zaznamujejo napoleonske vojne, ki so se začele leta 1803 in končale leta 1815 z njegovo smrtjo. Toda ta zgodovinska osebnost ni bila znana le po vojnah in bitkah. Med njegovo vladavino je general doživel nekje med 20 in 30 poskusov atentata na svoje življenje. To je vključevalo poskuse ugrabitve, napade na njegovo kočijo in celo zastrupljeno tobačnico. Najbolj znan neuspešen poskus pa je bil tisti, ki je spodletel zaradi čistega naključja.
Zarota se je zgodila leta 1800, preden se je Napoleon povzpel po vojaški lestvici. Zarota, čeprav je bila tako temeljito načrtovana in na videz nezmotljiva, bi bila preprečena zaradi nečesa tako preprostega, kot sta menjava obleke in opit voznik. Začelo se je 24. decembra tistega leta, ko so se zarotniki zbrali, da bi dokončno uskladili svoja prizadevanja. Trije možje so sestavili eksplozivno napravo, znano kot peklenski stroj, jo postavili na voz s sodom vina in jo skrili ob poti, po kateri naj bi Napoleonova kočija peljala do pariške opere. Da bi natančno določili trenutek eksplozije, so na pomoč poklicali mlado dekle. Rekli so ji, naj pazi na voz in ko bo zagledala konjeniško spremstvo, naj prime konja. Zarotniki so pričakovali, da bo Napoleonova kočija prišla za omenjeno spremstvo, kar bi bil znak, da je treba prižgati smodnik. Toda zgodaj tistega dne je generalova žena, Jožefina, povzročila nekaj zamude, ko je skušala urediti nov šal. Medtem ko je kočijaž čakal na potnike, naj bi Napoleonov voznik spil nekaj požirkov alkoholne pijače. Končno so bili pripravljeni, Napoleon je vstopil v svojo kočijo, Jožefina pa mu je sledila. Ker so zdaj zamujali, je Napoleonov kočijaž začel pospeševati, nato pa je vijugal in zanašal kočijo na vse strani, ko so ga tisti požirki alkohola končno dohiteli. Prehitel je konjenico in se zdaj približeval skritemu eksplozivu. Kočija je prihajala prehitro in mlado dekle je dalo znak prepozno. Eden od mož je prižgal smodnik in pok je odmeval po vsej pokrajini. Toda Napoleon ni bil med žrtvami. Napoleon je peljal mimo voza le nekaj trenutkov, preden je odjeknila eksplozija. Eksplozija je zgolj razbila okna njegovega vozila. Tudi Jožefina ni bila poškodovana. Prišla je v območje eksplozije le nekaj trenutkov za Napoleonom, za njo pa je sledila konjenica. Medtem ko sta general in njegovi ljudje nepoškodovani nadaljevali proti operi, pa tega ne moremo reči za mimoidoče. Vsaj ducat tistih, ki so bili v bližini, je ostalo mrtvih, vključno z mlado Mary Ann in konjem, ki je stal ob vozu. Preiskovanje primera ugrabitve mora biti zelo intenzivna izkušnja, saj ne le ugrabljenec, temveč tudi njegova družina računa na oblasti, da jim vrnejo ljubljeno osebo živo. Toda tudi, če se primer konča z rešitvijo ugrabljenega, se mora ta še vedno soočiti s travmo, ki jo je doživel v rokah svojih ugrabiteljev. In v nekaterih primerih si nikoli ne opomorejo popolnoma. Nguyen Phi Van, ki prihaja iz Hanoja v Vietnamu, nikoli ne bo pozabila, kaj se je zgodilo potem, ko so njo in dve njeni prijateljici leta 1992 ugrabili. Njena družina 21 let ni vedela, kaj se je z njo zgodilo, potem pa se je nekega dne vrnila. Pred ugrabitvijo je Van večino časa preživela v družbi prijateljev, saj je bila zelo priljubljena in so njeni študiji začeli trpeti. To njenim staršem ni bilo všeč in nekega večera leta 1992 se je njena mati odločila narediti nekaj, kar je obžalovala več kot 2 desetletji. Tisto noč je Van šla ven s skupino svojih prijateljev in je zamudila uro, ko bi morala biti doma, vendar to ni bilo prvič. Domov se je vrnila šele po polnoči in da bi jo naučila lekcije, in njena mati ni hotela odpreti vrat. Van ni imela druge izbire, kot da si poišče drugo prenočišče za tisto noč, zato je odšla v karaoke bar, kjer so se njeni prijatelji še vedno družili. Medtem jo je ogovorila ženska po imenu Tan, ki je še nikoli ni videla, in začeli sta se pogovarjati. Prepričala je Van in njene prijatelje, da so jo spremljali v drug karaoke bar v Lang Sonu. Ko so prispeli tja, je skupina začela peti pesmi in piti. To je bilo zadnje, česar sta se Van in njene prijateljice spominjale. Naslednje jutro so se zbudile in z grozo ugotovile, da niso več v Vietnamu. Proti svoji volji so bile prepeljane na Kitajsko in na svoje presenečenje je bil tam tudi Tan. Kmalu pa je postalo jasno, da sodeluje z ugrabitelji in Van ter njenim prijateljicam je povedala, da se bodo poročile s Kitajci, starimi med 70 in 80 let. Ko je Van to zavrnila, so jo napadli in na koncu niso imeli druge izbire, kot da se strinjajo. Van se je iz strahu poročila 40-letni moškin, leto kasneje pa je zanosila. Sprva ni imela pojma, kje je, saj so ji zavezali oči, ko so jo pripeljali v hišo moškega, a s časoma je uspelo ugotoviti, da je v provinci Guangdong. 3-krat je poskušala pobegniti, a so jo vsakič ujeli in hudo pretepli.
A ji uspelo ji spoprijateljiti se z vietnamskim voznikom tovornjaka, ki je delal na bližnji kmetiji. In ko je slišal njeno zgodbo, se je odločil pomagati. On in še 4 drugi vozniki tovornjakov so uspeli vanj pretihotapiti iz hiše in jo spraviti na enega od tovornjakov, ki je prevažal prašiče. Ko so bili približno 65 km stran od hiše, jo je snel s tovornjaka in poklical taksi. On in drugi vozniki tovornjakov so ostali zven, ostali 4 pa so delovali kot njeni telesni stražarji. Na koncu sta ona in voznik tovornjaka nadaljevala sama, prosila za hrano in denar, da sta preživela približno 3 mesece. Potem se ju je nekega dne usmilil taksist in ju brezplačno prepeljal čez mejo. Minilo je že 21 let, odkar je izginila, in neverjetno, da je po vrnitvi v Hanoj naletela na svojega strica. Do takrat je bila že uradno razglašena za mrtvo, njena družina pa je bila navdušena, ko je izvedela, da je živa. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.